Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta z istim imenom Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Kdo je naš današnji gost? Je udeleženec večjih odprav v Himalajo, Hindukuš in še kam, je izjemno prodoren in aktiven, plezalec 70 let, eden prvih inštruktorjev v slovenski oziroma jugoslovanski šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu, je steber slovenskega alpinizma, pa tudi pisatelj, predvsem pa likovni umetnik, ki ustvarja v tehniki akvarel, olje, grafika, risba in tako naprej. Njegove skice oziroma ilustracije poznamo vsi plezalci oziroma alpinisti. Se že 3 desetletja ustvarja oziroma lahko rečemo, da je kar zaščitni znak Siddhartinih plezalnih oziroma alpinističnih vodnikov. Kdo je torej naš današnji gost? Seveda, to je Dan. Poslušajmo njegovo kratko predstavitev. Leta 1947 rojeni Danilo oziroma Daniel Cedilnik, med plezalci bolj poznan kot Dan, je konec 60. in v 70. letih veljal za enega najpomembnejših slovenskih alpinistov v zlati dobi slovenskega odkrivanja visokih gorah Himalaje in drugih. Bil je član odprave na Hindukuš leta 70, pa na Makalu 72, pa Kangbachen 74, spet Makalu 75, bil je v Hindukušu 79 in tako naprej. Največ je plezal z Borom Krivicem, Stanetom Belakom, Mitjo Koširjem, Marjanom Manfredo, pa Vikijem Grošljem in seveda še mnogo drugim. Z Nejcem Zaplotnikom, Jožetom Andlovicem ter seveda Alešem Kunaverjem so bili prvi inštruktorji v, lahko rečemo, naši danes že omenjeni šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu. Plezal in ogromno preplezal je seveda še marsikje drugje. Dan, ki je kot likovni pedagog poučeval na osnovni šoli v Šmartnem pod Šmarno goro, je v hribih našel tudi navdih za likovno ustvarjanje. Gore so namreč prevladujoč motiv njegovih mnogih grafik, akvarelov in tako naprej, ampak ustvarja oziroma poustvarja še marsikaj drugega. Dan je likovno ustvarjal celo na višini 4600 metrov na ledeniku Baltoro. Tam je na to pozor narejeno tudi razstavil, le redko kdo, oziroma če sploh kdo se lahko pohvali, da je imel razstavo na višini 4500 oziroma še malo višje. Dan je avtor 2 knjig, obe sta zelo poetični. Dan pravi, citiram, o nobenem športu ni napisano toliko knjig, narejenih toliko filmov, glasbe, fotografij in likovnih upodobitev kot o alpinizmu oziroma plezanju. Saj alpinisti čutimo potrebo, da svoja močna doživetja na nek način izrazimo in posredujemo tudi drugim. Konec citata. Drži? Drži. Prisluhnimo torej, kako se je znašel v svetu vertikale, kje se je vse začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, pa njemu najbolj zapomljive odprave, pa seveda gore, stene, smeri. Prisluhnimo, kaj vse mi je povedal. Prisluhnimo njegovi zgodbi. Kdaj, kje, kraj, odsek si začel plezati, se ukvarjati z alpinizmom? Zakaj? Zakaj prav tam? Ja, od majhnega smo imeli zelo radi naravo, gozd tukaj nad nami, to smo ogromno letali okrog, bili Tarzani, pa tako naprej, kot vsi otroci, ko imajo to možnost.
Drugače pa starejši brat me je peljal enkrat na Turenc, ko sem bil 12 let star in se mi je zdelo imenitno. Ne. Potem tudi en od starejših bratov, jaz imam namreč 7 bratov pa eno sestro, ne. 9 nas je. In me je peljal tudi, sva šla skupaj na Triglav pozimi, nisva pa čisto nič znala, ne. Čudo, da sva prišla celo na vrh. Meteorolog nama je posodil štrik, in tudi navezati se nisva znala. Ampak nama je uspelo sredi zime. Tako da takrat sem prvič malo spoznaval ta gorski svet. Kasneje smo pa s par prijateljev od tukaj okrog so živeli, sošolci tudi, smo šli pa večkrat v Kamniške s kolesi, v Kamniško Bistrico, pa potem preča recimo od Zoisove do Kamniškega sedla pa tak. V glavnem smo laufali, divjali in nič kaj nismo pazili nase, čisto mladosti razposajeni. No, enkrat sem šel pa na Grmado po plezalni poti, sem pa videl, da tam plezajo čez stene in se mi je zdelo super zanimiv. Prvič sem to videl in sem potem vprašal malo pa tako in je tak je vodil plezalno šolo, imel pripravnike. Je rekel, ja, prid zraven, pa se boš kaj naučil. Na kar sem seveda, to je bil Peter Janežič, Petrač, na kar sem začel hoditi na ta plezalni tečaj in sem se vpisal tudi v AO Matica v Ljubljani. In moram reči, da smo potem komaj čakali na sestanke, da smo se dobivali tam vsak teden enkrat. In sem spoznal potem slavne alpiniste, o katerih sem sicer že prej bral, ne. Od Toneta Sezonova do Staneta Belaka in podobne. In to je bilo seveda zame čistih, sem tam zadaj sedel in samo poslušal, tudi v govorcih nisem upal, ne. Tako je bil nekak začetek, no. Potem sem pri Matici ostal skozi. Kakšna pa je bila tvoja predstava o alpinizmu, ko si začel se ukvarjati z njim? Omenil si, da si poznal že določene znane obraze Šraufa in tako naprej. Torej, si bil pod vtisom kakšne splošne euforije takrat na Slovenskem, naprimer predtem je bila znana in uspešna odprava na Trisul, ali kakšna druga himalajska odprava, kakšni drugi, torej uspehi drugih tujih in naših plezalcev, torej si bil, kakšno predstavo si imel, ko si začenjal? Že precej v začetku sem dobil v roke knjigo Nanga Parbat od Hermana Bulla, ne. In se mi zdi, da je skoraj vsak alpinist v tisti generaciji, to je bilo sveto pismo za nas. To sem prebral ene 3-krat, pa Lionel Terre, ne. To je bilo, odkril mi je čisto nov svet, ne. In navdušil še in še nad goram. Tako da to je bil mogoče en od odločilnih tistih vzvodov, da sem si zaželel tudi jaz enkrat biti na visokih vrhovih ali kaj podobnega ali pa kaj težkega splezati. Pri nas pa seveda vsi so bili ti starejši, predvsem Tone Sezonov, Uroš Župančič, nisva se kar dobro razumela, ko sem začel plezati. Sem se večkrat pogovarjala in jaz sem ga zelo občudoval. On je bil neverjeten, zlasti po zimi, ne. Ko se takrat ni plezal, on je plezal po zimi. Tako da je nekaj vzornikov, seveda tudi drugih. Potem pa seveda od mlajših pa Stane Belak, predvsem pa tudi Boro Krivic. To so bili takrat res, mogoče kasneje še malo o tem povedal, to je bila skupina, ker sem se jaz pridružil in so me povabili zraven, to so bili 4, in smo bili takrat nedvomno pravzaprav ta najboljši pri nas, ne. Za nami so se pojavili seveda pa čisto novi, moderni plezalci druge generacije, ne. Ko si začenjal, si že omenil, ne, da nisi imel nobenega znanja, štrik, pa nisi vedel, kaj z njim delati. Kakšno opremo pa si potem, ko si začel delati prve korake v alpinizmu, kakšno opremo si uporabil? Ja. Si že imel čelado, pa plezalni pas, torej je bilo to že poznano, plezalke, težki gojzarji, si imel kaj začetniškega znanja?
Te naši prvi vzponi, plezal sem s Šerekom Radotom, ki je bil tukaj skoraj sosed, pa sošolc, pa Silvo Grošelj, to je bil brat od Vikija, ki je žal potem v francoskih Alpah umrl. No, to sta moja pa dva soplezalca, z njimi smo skupaj plezali in začeli smo seveda, kot Herman Bull piše, vrv je bila iz konoplje in če je bila mokra, je bila težka in tudi v mrazu izmrzvala in to naprej. To se bo daleč od najlonke to. Jasno, da smo imeli gojzarje, ampak zelo ponošene in včasih tudi malo pod plat odpadov, ko smo šli nazaj dol Kitajskega. Tako da oprema je bila slaba, čelado smo precej kasneje začeli uporabljati. Takrat smo vedeli, da je nevarno za kakšne kamen in smo imeli klobuke, pa gospod kakšen šal pod klobuk si dal, ne? Tako da je, ampak tisti ne bi več koristili kaj dosti, to je bilo bolj psihično. To se pravi, bili smo zelo primitivno opremljeni, ne? Dobesedno, ampak pa veselje je bilo pa ogromen in volje tudi ogromen in to smo potem s to opremo kar precej splezali, vsaj v začetku, no. Čeprav ne bi danes, ko sem jaz kasneje bil inštruktor, ne, sem zelo poudaril, da naj pripravniki med sabo ne plezejo, ne, vedno bo en alpinist pa pripravnik, ne. Mi so pa, ker noben nas ni hotel s sabo vzeti, smo pa skupaj plezali, ne, sami, kar je bilo pa sicer precej nevarno, ne. Veliko izkušenj, ampak tudi trdih, ne. Daj mi omeni še na začetku, kdaj, katerega leta si začel plezati v kontekstu tega. Kdaj pol pride najlonska vrv? Ste imeli to zeleno vojaško, ko pride? Najlonske vrvi je to smo dobili na matici. Ko si pokazal, da že nekaj znaš, pa da si naredil tečaj, pa tako, ne. Potem je bil vedno tisti slavni sprejem med alpiniste, ko si mogel imeti tukaj toliko vzponov. In ta sprejem je bilo pravzaprav hudo mučenje, ne. Taka iniciacija, da so te fajn pretepali, pa tako da nismo mogli sedeti drug dan. Ampak to je spadlo zraven, to smo privolili vsi, da se nas tako lotijo. Tudi mi smo kasneje sprejemali, jaz sem bil rabelj večkrat. Najlonske vrvi smo dobili na matic, v Avo, ne. Ostalo opremo smo pa sami, v glavnem iz Italije, prešvercali pa tako, ne. Klini so bili jeseničani, železni, težki, uponke so bile tudi težke in torej oprema je bila danes, mislim, muzejska, ne. Tudi v muzeju je ta oprema zdaj. Tako da tako smo začeli, ampak potem pa kmalu potem, spomnim se prav natančno, ko je Matic Maležič dobil en kamen na glavo in v čelado. Mislim, da je bilo v Ašembrennerju in nam je potem vsem pripovedoval, da je čelada se preklala, on je bil pa samo malo presekano lasišče, ne. In je rekel, brez čelade bi bil mrtev, ne. In takrat smo pa tudi, ne samo zaradi tega, ampak postopoma smo vsi imeli čelade, no. Pa plezalne pasove, ne. Prej smo se namazali okrog pasu, čisto enostavno, v primeru padca je bilo to seveda zelo nevarna zadeva, ne. Tudi varovanje, velikih se je ubil, ne. Spomnim se, ko je Tonač na tečaju po Turancem rekel, fanti, je rekel, veliko je dobrih plezalcev, ampak starih je pa zelo malo, je rekel, ne. To nam je skozi tako, je rekel, opice bolj plezejo, ampak mi imamo pa možgane in moramo to uporabiti. Tako da včasih je bilo normalno, da si bil en sam klin, pa še taj bil slab na stojišču, ne. Redko si zabijal, ker si bil malo klinov, tako da je bilo nevarno plezanje, danes je to mnogo boljše, moram reči. Zanima me ena stvar. Če gledamo predvojno alpiniste, od juga naprej so imeli sicer te platnene plezalke. Zakaj pride po vojni do spremembe, da v bistvu se spet začno pri vzponih nositi težki gojzarji? Sklepam, da si ti plezal s težkimi gojzarji. S težkimi gojzarji, ampak jaz mislim, da je bilo zato, ker so bili vibram podplati, ne, ki so dobro prijeli skalo. Ker recimo Čopo Joža
je rekel, jaz se tega ne spomnim, jaz sem ga samo parkrat videl, ker je tam v vratih sedel pa pil. Ampak on je rekel, guma je za na kurac, ne za na čevelj, ne. Tako je bila njegova, tista, ki smo vsi tako le poslušali, kar je povedal, je izjemno zanimivo, ne. Ampak hočem reči, da te vibropodplati so v redu, dokler so bili kot novi gojzerji, čeprav so bili težji, ne. Ampak za pristop in za sestop, pa to je bilo vse pravzaprav v redu. Za samo težko plezanje pa niso bili, ne. Danes v plezalkah se čisto drugače pleza, jasno, ne. Tako, kar se tiče gojzerjev. Eno vprašanje, jaz sem akademec, ne, in to pelje že zdaj na to zgodbo, ki smo jo skozi poslušali in je še vedno tako malo v neki folklori. Matica in akademcija, pa je to obstajalo že takrat, tako tekmovanju, bere se tiste zgodbe o Čopovem stebru, kako je Mariča Hlavatijeva napisala ono, ne, kako je to s tem, torej akademci, matičari. Tisti je bilo v spodnji Karavli, tam je bilo tista pesem, ne, v Mariče. V bistvu je bilo to, nič ni bilo. Mislim, mi smo vsi prijatelji med sabo, pa tudi plezali smo skupaj. Jaz sem s Tinetom Mihaličem veliko plezal, pa tudi z drugimi, ki so bili akademiki, ne. Ampak čisto, pravzaprav je bila to nekakšna spodbuda med nami, da smo majčkeno tekmovali, ne. Akademiki so se smatrali za malo višji, ne, bolj študirani ljudje pa tako, ne. Mi pa bolj taki, da bi bili, ne, čeprav je bilo vse pomešano. In v bistvu, če smo skupaj plezali pa tako, je pa res, da smo po sestanku smo se dobivali v Riju ali pa v teh raznih lokalih in smo imeli vsak za svojo mizo v začetku, ampak pa smo pa klepetali tako, tudi drug čez drugega, ne. Se je bilo zanimivo, ta konkurenca je dobra, ne. Takrat je bilo malo klubov, ampak ni bilo pa kakšnega hudega rivalstva ali pa kreganja, ne, to pa ne. Kje si pa na začetku, ko si začenjal, največ plezal, treniral? So to bile direkt gore ali ste uporabljali Turns? Na prvem mestu je bil Turns, ker je tudi dosti blizu. Z biciklom smo šli ven graditi tja, popoldne in čim več splezali. In včasih smo tako zagreto se pogovarjali o plezanju, da smo šli nazaj, kolesa smo za balanco vozili, pa pešačili, pa smo šli pol gotovo letalstvo, da zakaj se pa napeljamo, ne. Ker smo štartali tako po tistem klančku dol, pa smo pa kar nadaljevali po cesti. Je pa zanimivo, da smo tudi, ko sem študiral v Ljubljani, da so potem vmes, ko smo imeli pauzo, popoldne so bile spet kakšne zadeve, smo pa na Šance hodili, ne. In na Šancah je kar veliko alpinistov na gradu in smo tam kar tiste oboke pa to plezali. Spomnim se, enkrat je prišla Nadja Fajdiga mimo, ko smo plezali in je zlezla, v kikli je bila, tako dolgo krilo je imela, v kikli je zlezla, tisti en tak previsen del, mi smo samo debel gledali. Ženska, nismo jo poznali dobro, eni so vedeli, katera je, in je tam tako pokazala, fantje, takole se pleza, pa je pa šla in so bili čisto, samo debel smo gledali. Ja, Turns je bil pa teglaven, ne. Takrat še ni bilo plezališč, drugih tle tako okrog, blizu, čeprav so se že pojavljale. Razvoj plezališč je potem bil s prostim plezanjem pa s tem ogromen, ne. Tudi, ko sem jaz, ko mi je Skok Janez od Siddharte rekel, da bi plezališče knjigo izdal, ne, da bi narisal plezališča, ne. Sem rekel, pa kdo pa to kupil, to plezališče, to je par ljudi, ki to pleza, ne. To je malo zanimivo, ne. Da je bilo že nekoliko izdaj in kot zanimivost, ta prva knjiga, ki se jaz sem ilustracije naredil, pa so pa lokalni plezalci orisali smeri pa ocene. Ta prvo je bilo 28 plezališč v Sloveniji, cela Slovenija. Zdaj v ta zadnjem vodniku je pa, mislim, da jih je 92. Tako se je to širilo, ne. Kjer je bilo možno, so pol lokalni očistili stene in naredili plezališča, ne. Točno tega se spominjam, da ste enkrat v enem deževnem
dopol dnevu z Markom Prezom prišla na Boč, Dež je bil in tam našel edino skalo, ki je bila, in si bil ti in si risal tisto majhno plezališče, našo lokalno, in je bila tam še eno drevo, je bilo še v steni, pa si rekel, da to bom pa narisal brez, ne bo več, ne, boste tam naredili, ne, hočem reči, tam ni, je že narisan, čeprav je še bilo drevo, je v bistvu bila že skica brez drevesa, ker je bilo logično, da bo tam smeri naredili. Da bo šlo drevo ven. Ja, seveda, ne, bilo treba, no, tako. Ja. Mikec Drašler omenja, da je Fajdigova Nadja imela na Šancah v eni luknji en magnezij takrat. In da če si bil z njo, kolega, si kdaj lahko celo magnezij, ker drugače, ker še niste imeli takrat. Ne, sploh ga nismo poznali, ampak zdaj sem se spomnil, v Aljaževem domu je bila ena znamenita skretna prečnica. To je bilo med oknom pa streliščnim oknom, vmes nekaj metrov, ki so bili silno majhni uprinki, pa če so bili masni, nisi mogel se obdržati in smo po tleh, po mivki, po piesku drobnem prste sušili, pa malo posul, potem bi se bil to začetek magnezija na nek način. Ne. Potem si pa, če bi zelo dober, si splezil tisto prečko. Ne. To se pa, da smo že takrat vedeli, da je treba neke trenje ustvariti. Magnezij pa prišel za tem, pa te vrečke, pa vse to, tega nismo poznali. Ne. Daleč od tega. Če berem knjigo, se večkrat omenja, da je bil Bulj, pa ti si ga že tudi Hermana omenil kot tistega. Mi lahko rečeš 3 ali pa rečemo 5 alpinistov, ki so te v bistvu naredili, ne? Ki so ti bili vzorniki, ki si se zgledoval po njih. Težko je tako selekcijo narediti med našimi. Ne? Med tujimi seveda so bili Bulj, pa Teraj, pa Rebifa, pa te, zanje smo vedeli. Ne? Še prej smo šli v Šavoni prvič plezati, smo že brali njihove knjige potem. Ampak pri nas je pa nedvomno bil, recimo, Tonač, Tone Sezonov. Ne? On mi je vzel sabo, ker sem bil še pripravnik čist na prečanje čez Triglav, pa Stenar, pa vse to enkrat meseca maja, ki so že zelo zimske razmere. Sva 3 dni zatorej bila, nedvomno sem se takrat ogromno naučil, ogromno izkušenj dobil. Čeprav sem tudi dobil izkušnjo, recimo, Tonače treba je rekel nekaj čist malega hrane, da je lažje nosila. In jaz, hvala Bogu, nisem čist verjel, sem mičken več vzel, ki on rekel, ampak po 3. dan sem tako lačen, da sva, on je moj v papir zasekl zavito in sva, hvala Bogu, papir spravil, ki so ga pojedla ta 3. dan. Tisti papir, ki je bil masten. Hočem reči, da ampak naučil sem se pa ogromno zadev, pa orientacije, pa to, kako on se giba. In pa seveda, kasneje, takrat sem že slišal, pa videl sem prvič že tu Aleša Konavarja, ne? Njegov pristop, tudi plezal sem potem z njim v hribih pri nas. Njegov pristop, pa to me je silo očaral, pa nedvomno Šrauf, pa Boro Krivic. Ne. Boro Krivic, recimo, z njim se največ plezal, težkih smeri, pa prvenstvenih. On je zelo pozabljen nekako, ampak v tisti generaciji, ko je bil Manfreda, Mitja Košir, mi smo se vsako sredo dobivali pri mraku, da smo se zmenili, kam gremo za vikend, ne, plezati. To so taki fajn sestanki bili, Alojz Šteblaj tudi zraven prihajal, pa to se pa Boro Krivic je bil moj ne samo vzgled, pa mentor. Potem, ko sva postala nekako enakovredna, zelo fajn sva se ujela in sva splezala nekaj zelo dobrih prvenstvenih in to, pa tudi po zimi. On je takih, ki bi ga zelo priporočal, da bi enkrat se z njim nekdo na ta način, da se predstavi, ker ima pa takrat je bil zame najboljši alpinist v Sloveniji, kar precej let. No. Poleg seveda Šraufa pa Mariona, sta super plezalca, pa tudi Mitja Košir. Mitja Košir je hodil iz Jesenic na naš sestanek, ne. Ker je tle imel družbo, tam pa ni imel so plezalcev dobrih in je z nami plezal. Takrat so bili to res najboljši in jaz sem imel srečo, da sem dobil, enkrat sem šel po zimi, šel v Grapo sam
iz Erjavčeve, ki je bila takrat edina koča, ki je bila odprta po zim. In sem prehitel dva, ki sta tam, ki je skok, sta bila Boro Krivic pa Komac, Mac, bomo rekli, Brane. In sta rekla, so še navezo, gremo tle skup čez, sem rekel, ok, pa dajmo. In smo se nekako bolj spoznali in smo se takoj zmenili za naslednji teden in tako sem prišel jaz v to klapo noter. Naj omenim, da smo se imenovali Peronospore, ker smo po kakšni težki plazariji, seveda si kakšen novinček prvošil v planinski koči, ne? In Peronospora je uničevalka vinske trte in ne vem, mislim, da je Lojze Šteblaj to ime se zmislil. Tako da smo bili znam po tem, da smo Peronospore. Ampak to je bila ta klapa, kasneje smo še tudi v Hindukuš skupaj, raven te isti ljudje, razen Mariona, ki je bil, Manem Freda, ki je bil v prvojakih, Krivic, Belak, Košir, takrat je bil doktor Ažman, pa Šteblaj je bil vodja. Tako da smo, potem je ta klapa res takrat naredila en tak, mislim, da je velik preskok naprej, zlasti pa v zimskem plezanju. Takrat so se splezale težke zimske smeri. Po Čopem stebru je pa to tisto, ki se je res po zimi veliko plezala. Super, ta zgodba s Peronosporo, fajn, da se omeni, ja. Ja, takrat smo bili znani po tem, da smo ena taka klapa, ki je skrb držala, pa med sabo smo veliko plezali, ne. Ja, na nek način si že odgovoril na naslednje vprašanje, mogoče, če se kaj še spomniš, kdo so torej bili tvoji najpogostejši soplezalci in najboljša plezalska klapa na začetku, kasneje? Ja, v bistvu sem na vse to rano delo odgovoril. Še enkrat bi poudaril, da bi se zelo splačali s Krivico narediti, če bo pristal. Oni se je zelo zdaj v zadnjih. No, to bi mogoče omenil, kar se varnosti tiče, ne. Mi dva so ogromno plezala, ampak tudi pri drugih sem ugotovil, ko so se poročili in so dobili otroke, ne, kako so spremenili način plezanja, dejansko so bolj varovali, po dva klina zabili namesto enega, ne. Kako človek takrat neka odgovornost začuti in to je bilo zanimivo, dejansko to je sprememba v načinu plezanja za vsakega alpinista, ne. Ker prej si tako, ker bo pa bo. Ja, zdaj smo pa pri tvojih vzponih. Na biru tvojih vzponov se je nabralo precej smeri doma, na tujem. Kateri tvoji vzpon ali pa vzponi so se ti zdeli najtežji, zakaj? Mogoče bi tle omenil zelo težko prvenstveno v Široki Peči. Sva zvezla s Krivicem v drugem poskusu. V prvem poskusu sem jaz dobil kamen, zelo krušljiva smer je bila v en del. Sem dobil kamen in sem imel zlomljeno počeno lopatico, ne, in sem mogla abzajljati, oziroma se spustiti v brvi dol. In potem naj je čakala še ena zelo težka noč. Mene je bolel. Nisva pa videla, da sva čist blizu že podna, ker je bila že noč, ko sva zadnja abzajl naredila in nisva vedela, če vrh sega do tal. In potem sva z eno tako lusko noter zelo slabo prenočila, s tem, da sva imela pa pod steno pri 3 macesnih pivo, pa tam je mah, pa travca, ne. Tle so pa kar tak, ni bilo prijetno, taka noč. Potem v drugem poskusu so to splezala. Drugače pa kot izjemno ekstremno je bilo po zimi Dularjeva zajeda v Jalovcu. Sva pa po tretjem raztežaju se je začelo vreme kvariti, je začelo snežiti in sva mogla obrniti. In po noči sva spala na tako da sva eni kohar držal, drugi pa posodo gor, sva polento kuhala, pa klobaso not. Polička je bila tako za pol riti za enega, drug je pa bolj na štriku že visel. Pa takrat je bilo po noči na krajec -25. In takrat sem jaz plezal en raztežaj, ene 3 ure brez rokavic in sem imel drug dan vse same mehurje po rokah, ne. To je bil zelo tak ekstrem. Pa še pri spuščanju po vrvi se nama je zataknilo
zateknila vrv in je treba po drugem koncu gor plezati, nekako že mart, pa ne veš, koliko drži, ne. Tiste je pa zelo tvegana zadeva. In to je bilo en dan po Božiču, se mi zdi. In torej, takrat so najhujše razmere, ki je najkrajši dan, ne. Enako so plezala, ravno za novoletno noč so plezala za jedo šit po zimi. In je bil tudi en tak primer, zelo slabe razmere, vsa stena bila v ledu, nabuten sneg. Takrat enostavno nismo čakali na lepe razmere. Pa tudi jaz se ne spomnim, da bi kdaj za vreme pogledala za par dni naprej, ne. Pa je bila že dobra napoved. Kar šli smo, ne, tako da to so bile take bolj ekstremne zadeve. Kateri tvoj vzpon pa šteješ za največji dosežek, ki ni nujno najtežji ali pa najvišjih ocen? To je pa skoraj gotovo, je tle v Hindukušu, ne, Hindukušu sem bil dvakrat. In so super, dobre razmere poleti, ko monsun ne pride tam čez pakistanski Karakoram pa to, in imam boljše vreme je, ne. Vrhovi so visoki in tam imam tri prvenstvene smeri. Gumbez Safet je super smer, ko smo lezali s Vikijem Grošnem pa Zoran Pešlin. Pa iz Krivice so pa slezla Kišmikan, novo smer. Te vrhovi so visoki, tam okrog 7000 metrov. In to je bilo pa res v alpskem stilu, ne. Od baze, težek nahrbtnik, štartaš in čez 2-3 dni si nazaj. Tako da to so lepa taki vzponi, ki jih imam pa najlepšem spominu. Je kateri vzpon, ki ga nisi opravil, se ga nisi lotil, pa si ga še vedno želiš, da bi ga naredil? Imaš kakšno linijo, goro, karkoli, ko v bistvu si želiš, da bi jo, pa nisi? Zelo veliko je teh sten, ene, ki so že na pogled tako lepe, da sanjavo lepe, ne, da bi kar takoj šel notri. Drugače pa zelo sem si želel priti, da bi prišel enkrat splezati Valkarjev steber, ker mi je všeč kot sama narava, tam ta steber je izjemno lep. Mnogo bolj kajega, recimo, ker mi nikoli ni, to je bolj grda stena, ne. Ampak žal sem bil tam spod, je pač slabo vreme, ne. Pa ni več prilike. Zadovoljen sem, recimo, iz severnosti na Matterhorna, pa v Matterhornu sem več smeri, no, sem splezal Furgant, pa te. To so mi zelo lepo spominjali, ampak želja je pa predvsem bila Valkarjev steber, pa še mogoče, no, veliko je takih, no. Težko bi rekel, katera. Himalaja, 8000-aki, je bila to želja, je bil to cilj, tvoj plezalni, ali je bila v bistvu to le zgodba na poti? Kako si sploh prišel do udeležbe na odpravi Makalu 72, pa potem Kang Bačen, torej kako si prišel na udeležbi teh odprav sploh na 8000-akov, ne, Makalu? Ja, jaz sem imel že izkušnjo pred Makalujem in s Hindukušem, ne. Moram reči, jaz sem bil takrat šele 1 leto alpinist, ko sem že šel na prvo odpravo v Hindukuš, ne. In tam sem nabral te visokogorske izkušnje že kar nekaj in sem se potem prijavil na razpis za Makalu 72 in sem bil sprejet v to ekipo. Tako da na ta način sem prišel nekako zraven, spoznal sem Aleša Konavarja in na naslednji Makalu 75 me je v bistvu on povabil zraven, ker je rekel, da je bilo idealno, da je ena stara garnitura, ki že pozna steno, pa novinci, ne. In smo tudi tako navezani naredili potem, da smo, jaz sem recimo z Vikijem bil, Grošnem pa še, malo smo se tudi menjavali, no, ampak hočem reči, da ta kombinacija se je izkazala za dobro, ne. Ker mi smo Makalu 72 smo že poznali smer, pa te bistvene točke in kjer so lahko šotori, tako da je v to prednost.
tudi nekako bačen, sem se prijavil, je škarja bil vodja, ne. In je bila velika razlika med vodjem škarjo pa konavarjem, ne. Ampak je pa druga izkušnja, čisto drugačna, ampak to je zanimivo, ne, ker potem drug Hindukuš je bil vodja Peter Janežič, ne, je bila spet čist tretja izkušnja, ne, tako da moram pa mogoče biti le poudaril, pa da moštvo v teh razmerah, ko je mesec, dva, v času odprave 2 meseca dolge, recimo, skupaj, da se v bistvu nikoli nismo skregali, no. Ali pa zelo malo, če te še kdo ne jedra, se ga pa malo izogibal, ne. Ni pa prišlo do nobenih takih konfrontacij, zlasti pri konavarju, ne. On je moštvo tako fino držal, on je bil psiholog dober, ne. In te bi res rekel, da mnogi se na odpravah skregajo, ki so dolgo časa skupaj, ne. Mi smo pa zlasti z Mojstrančani, recimo, pa s temi, smo postali še boljši prijatelji. Prej smo se bolj malo poznali, pa smo postali veliki prijatelji, ne. Ker Mojstrančani so bili, jaz sem jih tudi, moram poudariti, zelo občudoval, veverice njihove, ne. Sem prej pozabil povedati, to so bili Janko Ažman pa Dovžan, pa te so bili zame tudi ideal, ne, da bi jaz tako plezal. In potem sem bil z njimi skupaj na odpravi in smo še zdaj zelo tesni prijatelji in se velikokrat tudi dobimo, ne. To je, se mi zdi to zelo dragoceno, ne. Ravno to. Recimo Janko Ažman, ko smo imeli prvič skupaj sestanek na Planinski zvezi za Makalu 75, on je vikal Aleša. In Aleš Konavar je kar enkrat to ugotovil. Je rekel, ti mene vikaš, ne? Je rekel, seveda. Je čisto noro, ne? Kaj pa vikaš? Tako da, oni so Ljubljančane imeli za tam nekaj zvišenega, ne? So bili pa oni boljši od nas, ne? Omenjaš razlike med vodji odprav, ne? Tudi ti si imel to možnost. Kakšna je razlika med biti vodja, ne? Sam imaš to izkušnjo, pa biti član odprave? Jaz nisem imel v bistvu nikoli vodja odprave. Jaz sem na Manangu sem bil vodja tečaja, ne. Seveda odgovarjaš za vse in je to kar zoprna in naporna zadeva, ne. Velika odgovornost je. Samo tisti moment, ko si ti enak med enakimi, oziroma tisti, ki pol na koncu reče takole pa takole, ampak vse na podlagi razgovorov in posvetovanja, ne. Vsi, ki so bili tam, so bili enakovredni po znanju, po plezalnih izkušnjah, tako da bi pa pri Manangu omenil, recimo Manang je bil tak zanimiva zadeva. Prvi tečaj sva bili z zaplotnikom, poznaj je prišel še Aleš Konavar, zdravnik je bil pa Andovc, Jože. V bistvu pojma nismo vedeli, kako ni to speljamo, kaj sploh treba narediti, ne. In potem se z Nejcem nekako naredila en učen program. Jaz sem naredil plakate, slovastri, recimo Dangers in Mountain Terrain, pa tako naprej, pa subjektivne, objektivne, pa take zadeve, vse teorijo na plakatih in to se je dobro obnesel. Žal v angleščini, ampak drugače ni šlo, ne. In potem so te plakate oni prepisovali, pa tako in pa tudi kaj učiti. Jaz sem vzel za osnovo to nekako, kakor je pri nas za gorske vodnike, samo malo lažji, ne, manj specialno, to je bila nekakšna osnova, ne. In potem pa predvsem, ko sva prišla, ker to so bili, narobe se reče, da je šola za šerpe, ne, to je šola za repelske gorske vodnike. Večina je pa šerp bilo, z veliko pisano, ne. Bili so pa tudi drugih narodnosti, Urke pa ne vem kaj vse. Najprej sva jim rekli, da smo vsi gospodje, sir, ali pa mister, ne oni, ne barasa, pa tako, veš, tista razmerja. Potem, da smo vsi enakovredni in to so hmalo dojeli, da sva popolnoma enaka in
ko je bilo treba nekam, mi smo imeli 2-3 dni pohod, plezali na vrh, recimo 6000 metrov visok vrh, potem 2 dni počivali, smo imeli teorijo, pa spet, ogromno smo splezali, ogromno tur naredili. Z Nejcem sva enako kot drugi težko nesla, nič ni lažje kot drugi, pa naprej gazila, torej popolnoma enakopravnost, ne? In to je zelo edin način, ne? Nič zvišenega, nič tega, da smo mi ne vem kaj bili. Ne? In rezultat je bil super. Ne? To je bilo to. Drugače, takrat so bila sama inštruktorja, pol nas je bilo pa več. In zelo fajn inštruktorji, od Matijevca, Vanko Šlamberger, Zvone Korenča, Šraufi, in smo imenitno delali. No? Ja. Ja, ta šola je v bistvu res ena izjemna zadeva, ne, ki smo jo zapustili tam konec koncev. Višek je doživela, ne, kaj že zdaj to lani ali predlani s K2, ne, zimskim, ne, ko na nek način je produkt tega dela tudi rezultat tega, da so sami, torej ne, prvič govorimo o domačinih, ki naredijo tako izjemno dejanje. Kakšni občutki so ob vsem tem? Ja, mene je zelo razveselilo, ker sem prvič občutil, da imajo oni ambicijo priti na vrh. Da ne samo, da nesejo, ampak da so športno, alpinistično gledano, hoteli priti na vrh. Ne? In tudi potem iz te šole je veliko, so prvi svoje odprave organizirali. Ne? Vedeli so, kako organizacija poteka, kaj treba, in dobili so izkušnje. In recimo prvi tečajnik, eno od na prvem tečaju v Taši, Jangbu, on je naredil agencijo, ne, v Katmanduju. In jaz sem poznaj, ko sem vodil trekking, sem šel v njegovo agencijo in tam najel porterje, kuharje, pa srdarja, ne, pa šotore. In on je tudi prišel v Slovenijo v svojem programi, ne, in nekaj trekkingov vodil, organiziral. To je bil nedvomno, veliko teh je agencije naredil, veliko teh je potem vodil za denar, ne, itak, ampak so dobro živela, ne, pa varno. Mi nikoli ne bomo vedeli, koliko poškodb ali pa smrti smo preprečili, ampak predstavljamo pa si, da veliko. Ker če je 1000 tečajnikov se nekaj naučili s cepinom ustavljati, je to že rezultat, ki je nedvomno pomemben. Ne? Res je. Omenil si, da sta bila z Nejcem tam, ne, in to v bistvu zdaj kar paše naslednje vprašanje. Nejc se je potem ponesrečil, ne, in v gorah se ponesreči kar veliko kolegov, soplezalcev, vsi smo dali to skozi. Jaz, ko nisem bil tako nikoli vrhunski, jih lahko naštejem 30, ko sem jih poznal, pa jih ni več, pa nisem imel dolgo tako kariero. Kako si se ti soočal v bistvu s smrtjo, ki se dogaja, ne, v hribih? Si imel kaj takih primerov bližnjih? Kaj se je zgodilo? Na srečo, v moji navezi, mislim, se nihče ni ubil ali kaj takega, ampak blizu so bili nekateri, ki so izgubili življenje v gorah. Predvsem brat od Vikija, ki je moj prvi soplezalec v bistvu, Silvo Grošela, ne. Z njim sva skupaj plezala že tudi zelo težke smeri v začetku, kot sicer pripravnika. No, te stvari te nedvomno zelo streznijo, ampak zelo za manj časa. Vsaj v začetku, ko smo bili pripravljeni veliko tvegati. Nismo, recimo, se je Ali Simonič ubil, sina dobra prijatelja. Ko smo šli po pogrebu na pivo, smo se že dogovarjali, kam boš šli plezati, pa kdo šel s kom. Ne? To se pravi, tista pogrebna svečanost, pa smo stali tam prav poklepanja, ne? En od nas je šel, ampak potem je pa že naprej zanimivo, ne? Nič ni, eni so mogoče, bolj občutljivi so nehali, ampak večina pa niti ne. No. Saj tiste moji najbližji soplezalci, takrat smo se že na pogrebu menili za naprej, ne? Zanimivo. Ja, no vse to, naslednje vprašanje je, ali je pač različno dojemamo, ne,
te zadeve. Tudi pri meni je bilo tako, da ja, smo plezali naprej, to pač vzameš v zakup, ne? Ampak tiste stvari pa na nek način se ne boš zaradi tega, sploh v tistih letih, zdaj je drugače, pol, ne, kasneje. Ne? Ali je smrt lahko motiv za nadaljevanje, kot v smislu tudi del spoznavanja samega sebe? V bistvu, jaz mislim, da ne. No. Mogoče pri nekaterih delno. Vsak človek je drugačen. Ne? Tako da mene smrt me je potrla, kakorkoli, tudi če nisem dobro poznal človeka, da je v gorah umrl, mi ni bilo vseeno. Samo to ni bil noben vplival, je mogoče samo to, da sem mogoče bil previden bil v začetku, po tistem dogodku. Mene je privabljala ta estetika gibanja, pa tudi, ko vidiš zelo lepo steno, zelo lep rasa, tiste potegne, ne? Ali pa dobra skala, karkoli. Zelo so mi všeč pečene grebenov, ne? Recimo, s Krivicem sva priječila prva pozim vse pelce, ne? To je bila kar težka plezarija in tam se je tudi ta Ali Simonič ubil, v prvem poskusu, ko sta šla s Krivicem. Tam sta šla po naslednjo leto. Ampak, ko je greben prečeš, si v bistvu skozi nekje na vrhu. Poln vrhov je, poln razgledov, poln zanimivih stvari. To me je zelo privlačilo, recimo, ne. Ena zaprta stena tam, mokra, krušljiva, kakšen ajgar, to se mi zdi, da je ta občutek plezanja mnogo boljši bil v takih stenah, ki so lepe, v takih grebenih, razih, ne. Raz Jalovca. V razi Jalovca se enkrat so plezala z enim Rak Janez iz Piranč. On je tudi en čiste prvih, ki nas je na Stolčič pelal, ki se nismo več vedeli. S kolesi smo šli v preddvor. No, sva plezala raz Jalovca in nekje skozi je govoril, da ima breskov kompot s sabo. To so te litrčke, težka zadeva, ne, ampak da vroče je bilo in sva po eni polički sva prebila klin, tam se zavarvala in dva malcala in kar enkrat zakovne, pa tisto konzervo zabriše tako levo čez telo. Jaz skoraj se pogledal, da bo ujel, pa kaj je, sem rekel? Rekel, čuveč. Čisto na kratko. Pa sada pa tih. Hočem reči, taki dogodki se po mnogih letih spomniš, ne. Ampak, tako da, ja. Si še plezalno dejaven? To je bolj tako zdaj filozofsko vprašanje. Ali alpinist, kdaj neha biti alpinist? Ja, v bistvu nikoli, ne. Jaz mislim, da ne. Tudi, če samo še berem o alpinizmu, je alpinizmu, oziroma pleza zraven, sodeluje, ga bolj prizadene zadeva. Tako da plezam zdaj seveda mnogo lažje stvari, pa mnogo manj. Ker včasih sem bil enkrat eno leto, ko sem začel, sem bil 210 dni v gorah v enem letu. Sem si dnevnik pisal, skozi sem si dnevnike pisal, hvala Bogu. In to se pravi, 210 dni v letu sem v bistvu skozi v hribi. Dan sem šel po nove gate, pa po hrano, ne, da se fajn jedel. In to so bili te leta, preden sem diplomiral, pa to, ne. Zelo rad imam zadnje leta brez potja, kaj lahkega, da primam 2 metrov, da se malo tega prijet, ne. To se mi zdi, tako sem odkrival vse tam okrog Trente, recimo, sem šel po 2 dni preplezal, pa obenem je pa ocvirk na jedi, bi lahko rekel, fotografiranje detajlov, zanimivih dreves, skal, konfiguracij, kar pa vse uporabljam potem tudi po nekakšne slike lahko, ne. In prav iščem te motive in gledam. Potem seveda pri slikanju, če ti delaš, recimo tam imam škrletico, pa rakovo špico, ne. Nekdo, ki tle nikoli plezal, jaz imam tam eno kasno smer šraufam, tam v rakovo špic, ne. Ne more tega, tudi če je slikar, ne more tega tako narediti ali pa občutiti, kot
nekdo, ker poznaš skalo, tisto vse, a ne podrobnosti. Seveda pri slikanju narediš selekcijo, nekaj spustiš, nekaj poudariš, tako kot pač ti paše, ne, narediš nekaj novega, ampak še vse je pa podobno tistem, kar je tam. Ne. Zato rad naravo slikam hribe, ki jih najbolj poznam, ne. Ker je en francoski impresionist rekel, če hočeš dober akt naslikati, moraš model pobliže spoznati najprej. Ne. Tako da hribe pa pač poznamo. Ne. Mislim, da je bila pa moja prva slika, ko sem enkrat prišel z ene ture, imam še spravljeno na papirju olje, ker sem gojzarje pa rdeče štumfe, rdeče do kolejke so včasih zakon. Ne. Sem tam nek postavil, ne vem, pa sem ne gledal, pa sem pa vzel tisti papir, pa začel risati, da sem jih namalal. Ne. Potem sem pa kmalu zatem enkrat naredil eno steno na sliko z enim vrhom, to imam še tudi spravljen. Seveda potem sem pa, predvsem sem ogromen delal za vodnike, ilustracije, ne. In takrat sicer tisti je nekako suženjsko delo, ker moraš biti čim bolj veren, ne. Ne moreš več po svoje narediti. Ker pa delam sliko zase, v olje ali karkoli, pa lahko naredim čisto drugače. Pa sem vedno bolj pogosto, zlasti ko sem šel, recimo, ko smo šli v Hindukuš, sem iz enega mesta si dobro videl Kišmikan, krasen visok vrh, in sem ga narisal, zato da smo pol v bazi študirali, kjer linije bomo šli, ne, plezati. Ne. Je prav čisto praktično bilo, nekako v razmerju sem ga mogel narisati, da smo ga potem uporabili kot skico, ki bomo plezali. Pa tudi Himalaje sem pa itak, že sama okolica pa to te tako pritegne, da želiš nekaj podobiti. Ne. Tako da sem že tam delal, recimo, mogoče bi omenil, ali imava še čas, mogoče bi omenil, da imam skoraj gotovo najvišjo razstavo na svetu. Ne. Na ledeniku Baltoro sem na 4000, koliko je, 400, tam na Concordiji, pod K2, pa sem en teden delal akvarele, tako da potem sem pa v kuharskem šotoru, tam smo jedli razstavo te akvarele, tako da imam, ne vem, če je kdo višji razstavljal, ker se v bistvu se ne da. Ne. To je bilo pač tako zanimivo. So pa na razstave, na otvoritev razstave so prišli člani odprave, pa kuhar, pa kuharski pomočnik. Te sta kuhala nam. Tako da, ja, to je začetek slikanja je bil že davni nazaj. Najprej sem delal, ko sem študiral, seveda akte, pa tihožitja, pa take stvari, potem sem pa zelo usmeril v slikanje hribov, pa tudi ta ptičja strašila sem veliko delal, imam veliko slik. Sem pa enkrat hotel sem na Soško polje teči pozimi, s smučkami sem imel svojo progo in enkrat vidim eno strašilo, zasneženo, čisto brez dela bi lahko rekel, ne, pozimi. In me je super očaralo to. Tako da sem to upodobil, potem sem pa delal razne načine slika teh strašil, zelo različna. Enkrat sem tudi v predprostoru, še ni bilo zastekljeno, sem enega naredil iz slame, pa tako, da sem ga imel kot model, da sem ga opazoval, ne. In so ljudje mislili, da se mi je malo zavrtelo v glavo, kad smo mimo hodili. Hočem reči, da je tak zanimiv motiv, ki se ga da na razne načine uporabiti. Tudi avtoportret sem naredil kot strašilo. Ne. Super. Mislim, če imaš ti, jaz še imam časa, imam še par vprašanj. Zdaj bi nadaljeval naslednje z mislijo, v bistvu Franceta Zupana, ko je nekoč nekaj napisal, ko slika ponovno pleza na goro. Torej, kaj ti pomeni slikanje danes, ko nisi več, rekel si, da nisi več tako aktiven, kot si bil v gorah, si jim na ta način bližje? Ja, Franceta Zupan je bil tudi eno teh,
ko me je povabil gor skraševalno, pa sem ga zelo spoštoval, pa še umetnik, mislim, zgodovinar umetnosti je. Ja, zdaj slikanje mi je če gremo gore, gledam tudi, da izberem cilj, kjer me kaj zanima. Ali grem na Vozcu, ki bi tam je fajn pogled na Jalovec, ali grem na take cilje, da tudi naredim kakšno lepo fotografijo, ki lahko potem uporabim kot del motiva. Tako da včasih se pa zmišljujem, gore. Recimo, tamle tisti vrh, si pa sploh zmišljujem, jasno pa, da vedno pustim en prehod, da bi se dal tudi na vrh prijeti. Da ni čist nemogoče čez prijeti, ampak da je nekje alpinistično gledano nekje en prehod. Drugač pa, ja, je pa tudi malo nostalgije pri slikanju. Pri teh grebenih se pol vedno tudi spominjaš en kup stvari, s katerimi si se srečal v življenju, ko imaš tam, kaj gledaš, recimo, Prisojnik pa Razor, pa tam vzad Plani imam nekaj krasnih smeri, prvenstvenih. Takoj te pol nostalgija malo tudi takrat. Kaj pa knjige, si v bistvu avtor oziroma soavtor 3 knjig, torej Sledovi ptic, pa tale, ki tle pred nama, soavtor sem pa mnogih prevelikih. Hindukuš vem, zakaj knjige? Ja, mogoče bi, pa ne bi rad koga užalil, ampak recimo en dvigalcu teži. On bi težko v svojem športu napisal kakšno knjigo. Se mi zdi, da pa spoštujemo vsak šport, ampak hočem reči, da se nam to dogaja. Alpinizem, gorništvo in to je neki, tudi planinstvo, se toliko stvari dogaja, da prej se ne bira o tebi, da bi rad nekaj tudi drugim povedal o tem ali pa izrazil nekako. Mogoče gre za to, no. Ne vem, če še kakšnem športu, če vzamemo alpinizem kot športa, da to, kar ljudi piše, pa to, kar ljudi fotografira, in to dobro. Ne vem, če še kar tak šport, no. Se mi zdi, da ga ni. Ker tle je pač neki čist, mogoče, ne vem, kakšne morje plovci pa to, ampak ta svet, naš svet gorski, je zelo impresiven, pisan. In človek v njem je ena hvaležnost pa spoštovanje je, ko hodiš po teh gorah. Zlasti, če so visoke, pa tudi naše pa sploh so najlepše. In kaj bi rekel, težko je to čisto izraziti, mogoče bi lažje napisal, ampak to te vodi tudi k pisanju. Ampak, ko si napisal tole, pa potem Sledov, to v bistvu so zgodbe odprav v Himalaju. Je na nek način že to tudi spoznanje, sploh v tistih letih, govorim na pamet, si bil 30 let star, si že star alpinist, imaš družino, imaš službo, veš, da se z vrhunskim alpinizmom več ne boš ukvarjal, da ne boš več na odprave šel. Je mogoče so knjige tudi končni osebni obračun z vrhunskim alpinizmom, s plezanjem? Takrat, ko sem jaz to napisal, še ne. Jaz sem se kasneje poročil in sem bil še takrat precej frej, sem bil še kar ambicije, ampak mogoče je neka notranja nujnost, če se nastavim. Pri meni je tudi zdaj prevladuje slikanje, čeprav mi je zdaj pred kratkim Habjan pisal, da bi Planinska založba iz veselja kaj izdala, če bi še kaj napisal. Sam težko preklopim, zdaj imam v svojem drugem svetu. Mogoče gre dejansko za eno potrebo, da daš nekaj iz sebe, ker veliko doživljaš. Mogoče tudi analiza. Ko pišeš, moraš vendar zelo razmisliti kakšne stvari. Je pa tudi po spominu pisati. Jaz sem vedno, ko sem to pisal, pravzaprav imel dnevnike s sabo. Sem pisal dnevnike in potem na podlagi tistega samo malo razširil, pa malo dodelal. Ampak veliko zgodb sem jaz napisal, recimo v prvi knjigi,
že na kraju samem, a ne, saj osnutek. Čez nekaj let je stvar čisto drugačna. Včasih berem kakšno stvar, ki sem jo napisal recimo 30 let nazaj, ne, v dnevniku. In moj spomin je čisto nekaj drugega. Presenečen gledam in berem tisto, ampak tisto je avtentično, to moj spomin pa ni, a ne. Sem pol presenečen, kako sem drugač, kako se je v moji glavi skozi desetletja čisto spremenila zadeva, dogodek. Enkrat mi je prijatelj rekel, sem rekel, pa zakaj ti še nič nisi napisal, ne? On ima vendar, on je, vse vemo, kaj je, a ne. Je rekel, se me mika, ne. Je rekel, ampak rad bi, da še drugi napišejo kaj o mojem vzponu, ker sva skupaj plezala, ne, o najinem vzponu, pa še jaz, da se vidi, kako različno dojemamo zadeve, ne. Dva, ki skupaj plezata eno smer, pa napišeta vsak svojo zgodbo, ampak se zelo razlikujejo lahko, ne. Ena dejstva so, ampak seveda nekaj drugega pa čist, tiske v glavi je pa čist nekaj drugega lahko, ne. In ko to se mi zdi zanimivo, enkrat bom to, recimo Steve House je napisal, bom jaz tudi te zgodbe napisal, ampak iz mojega vidika, ne. Ker on mi je veliko pripovedoval, raven ta zgodba od Steve Housea, ki je čevelj izgubil, ne. A poznaš to? On je rekel, da takrat je bilo tam 10 zelo težkih raztežajev. Ampak je rekel, ker ne bo čevelj dol padel, se pa plezarija šele začela, je rekel. Midva sva imela pol še 15 težkih raztežajev, pa nobene radijske zveze, pa pol še 20 kilometrov do prve ceste. Pa brez čevlja. Rekel, to je to dogodivščina, ne. Rekel, ampak jaz sem čisto drugače doživel kot on, ne. To je bilo zanimivo. V bistvu si že omenil na zadnje, odgovoril delno na zadnje vprašanje, ki sem ga imel, če še lahko pričakujemo kakšno tvojo knjigo oziroma kakšne tvoje misli, malo pa te mogoče mika. Mogoče bom enkrat, mogoče bi bilo fajn, da bi me za en let zaprli, no, pa bi imel pač sajt, pa bi lepo vse dnevnike zložil, pa šel kar po vrst, pa ven izpisal tisto, kar je zanimivo, ne. Da bi, ker se je dosti nabral, ne. Morda bo to, ampak zaenkrat delam. Imam tudi nekaj drugih stvari, slikam. Tako da ne gre. Drugače pa, tam eno vprašanje je bilo tudi, kaj bi si želel splezati, pa nisem, ne. To je zanimivo, ne. Zadnjič, mi se vsako leto dobimo Ivč Kotnik, pa Viki Grošelj, pa jaz se dobimo na en tak klepet. In oba sta mi pravila, kako je Makalu 75, kako jima je spremenilo življenje, ne. Ker sta prišla na vrh. Jaz pa nisem takrat prišel na vrh, tudi mene spremeni življenje, na drug način, ne. In kako po teh desetletjih še vedno je to bolečina, ne. To je zanimivo. Jaz sem 72 leta sem imel več kot 20 dni skozi nad 6200. In potem sva s Konavljem prišla na Tabor 5, sva nesla onem dvema, Jankotu pa Maticu, kisik, pa še nekaj stvari. In one dva pola nista šla na vrh, pa se je vreme pokvarilo. In sta to, midva se stopila, sva oddala, da bi one dva prišla na vrh. In potem sta, hvala Bogu, one dva tudi srečno se stopila. No? 75 leta sem bil zopet skozi v steni, mislim, kolikor se je dal. In vsega skupaj sem bil več kot 40 dni v tej steni. Ne? In tisti dan preden bi mogel iti na vrh, bili smo zelo šmano gore pa do vrha, ne? Pa ne več težko. Ne? Smo imeli že pred sabo 2 kilometra štrikov, ne? Fiksiranih, od Tabora 2, od 6200 do 8100 smo imeli štrike, ne? Fiksirane. No, mene je en sledu zadev koleno in zjutraj, ko smo štartali, jaz sem še zjutraj veliko kuhal, za vse, so bili 3, oziroma 4, ne, 3.
Pa jaz, ja, 4. No, jaz sem še kuhal, super se počutil, sploh še nič kisika nisem uporabil, pa to. Ampak ko sem začel hoditi, jaz sem imel čisto trdo koleno, ki mi je kolen preletel. In vedel sem, da bo so hude probleme zlasti za dol. In Aleš Konavar je pa že, sem začetku rekel, reševanja ni, ne. Če kdo nam mogel sam dol, nobenega mu ne more pomagati, ker štriki so predrgnjeni od vetrov in to, in komaj še enega držijo, 12 štrikov na sveta vid. In jaz sem pol to v glavi, da moram dol priti. In sem obrnil. In še zdaj me a bi lahko prišel na vrh ali ne. Počutil sem se pa super, ne. Tako da, ampak hoče reči, 40 dni sem bil najmanj v tej steni, na konicah, da res v bistvu, pa vseh teh. Potem pa tik pred ciljem, no, tam je ena od teh bolečin, ki je ostala. Vsak po svoje doživlja, sej, on je nastalih prekla, da je pa čisti ima spremljeno življenje to, ne. Ja, to je to, ne, ko človek se vpraša, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. Seveda, po drugi strani sem pa ogromno sreče, ne. Jaz že kot mladenič v srednji šoli sem šel s svojim profesorjem za slovenščino. On me vedel je, da hodim v hribe male. In me je peljal enkrat na stol, ne. In pol sva pa pozimi rekel, da bi šla na Krn. In sva šla. Popolna brezveznika. Jaz sem mislil, on kaj ve, pa nič ni vedel, ne. Jaz sem bil pa itak mulc, tam 17 let star. Je še mlajši. In sva šla peš od Zlatoroga na Komno. Na Komni se nisem nič ustavila, dom je bil odprt, to je bil 29. november. Dom je bil odprt. Sva šla kar mimo in sva prespala na Bogatinskem sedlu, ki je bilo še malo podrtije, tiste zavetišče. Še ne deske so bile pa to in sva tam prespala. In naslednji dan, capa, seveda brez smučk, pa tako gazila, bilo je kar nekaj snega, gazila in sva prišla tja dol do, tam zraven Koče je, ob jezeru je planina, ne. In sva tam do tiste planine prišla, ampak je že močno snežilo. Zelo veliko snega je že padalo. Pa sva kar hodila še. In namesto, da bi šla dol v Lepeno, recimo, ne, sva midva pol tam še malo debatela, greva naprej, ali ne, tam je še zelo daleč do Krna. Sva končno, hvala Bogu, obrnila, ampak sva še nazaj proti Komni in sva prišla precej pod sedlom v že take zamete, bilo je že več kot 60 noga, recimo, ali pa 70. Take zamete sva prišla tam, da nisem kamor več mogla, noč se je naredila, 29. november, ne, kratek dan. In sva ob eni skali tiščala celo noč in vedela sva, da ne smeva zaspati, sva se nekako budila drugega. Imela sva sicer spalne vreče, ampak nič drugega in so hmalo čisto mokre, sva jih nase nategnila, ne. In drugo jutro, takrat je šlo zelo za nohte, ne. Drugo jutro je bilo jasno, to naj rešil, sam nisem vedel, kjer smer mora iti. Vse enak. V eni konti tam na Dupla, tista planina sem bila. Vse enak, takole. In na srečo sem se jaz spomnil, kje sva imela sonce, ko sva šla gor. Kje je vzhod? Sva šla zjutraj na Komno, ne. In sem rekel, tam je vzhod. On je trdil pa, da je tam. Oziroma, tam morava iti, ne. In no, na srečo sva prišla pol ob 12 na Bogatinsko sedlo in potem sva prečila vse tiste bregove, ne vem, da bi šla dol po dolin, ne, ker se gre. Sva šla na počez čez vse tiste strmine, ki so vedno plazovi, da je naj ni odneslo, bilo je pa, do te sva v snegu varila, ne. In sva prišla, po noč sva prišla v Kočo na kraju pod Bogatinom in od Koče na kraju do Komne sva se plazila čist na koncu bila in jaz sem imel takrat totalno zmrzne noge. In so najprej hoteli jih porezati prstami v bolnici. Hoče reči, taka izkušnja brez zvezdnikov. In velikokrat sem imel tako srečo, ne. Takrat je bil prvi tak dogodek, je bil ta, ne. Ker takrat rečeš, zdaj pa itak konec, ne, ampak se je vedno si nekako razpledal, tako, hvala Bogu. Tako da brez sreče
Tako je. Tako, spet smo prišli do konca nove zgodbe oziroma novega pogovora iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala Denu, ker je z nami delil svojo plezalno zgodbo, svoje plezalna doživetja. Drage gledalke, dragi gledalci, oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci, vam pa seveda hvala lepa za pozornost. Se vidimo oziroma slišimo kmalu. Do takrat pa srečno!